Lepo pozdravljene na našem bonusnem predavanju, ki bo kratko, sladko in predvsem zelo poučno. Sem Nina, lepotna urednica Kozmopolitana in danes imam ob sebi prav posebno žensko, eno najbolj priznanih mojstric ličenja pri nas, drago Tino Fabijan. Tina, dobrodošla in hvala, ker si z nami. Lep pozdrav vsem. Hvala, Nina. Malo se bomo podajale, ja. Mi bomo danes govorili o poslovnem ličenju, ampak Tina, dajmo midve vseeno začeti nekje na začetku pri trendih. Katere trende nosimo to jesen in katere bomo nosile to zimo? Tako, kar se tiče trendov, nekako sopadajo z našim življenjskim stilom in trenutno dogajanje, ne? In se tudi temu prilagajajo, ne? Vemo, da zdaj pač nosimo vsi maske in tudi temu so se trendi prilagodili, ne? Sploh v zadnjih 2 letih, 2 leta pa pol, ne? In tako da prišli so v ospredje oči. Verjetno ste že vse opazile, da je velik poudarek na obrveh, pojavlja se laminacija obrvi, microblading je že nekaj časa v porastu, potem razne poudarki trepalnic. Tu pa tam se zdaj vrača nazaj eyeliner, zelo velik poudarek je na eyelinerju, tako da si začrtamo linijo na očesu na bilo kakršenkoli način, tukaj ste lahko zelo kreativne. Potem vračamo se malo leta 80, senčila se vračajo nazaj v močnih barvah, nekje tudi zeleni, modri odtenki, tej metalik barve. In seveda, ker se naša epidemiološka slika, no, če sem zdaj prav rekla, malo izboljšuje, se šminke vračajo nazaj, ne? Ker vemo, da pod masko težko nosimo šminke in povsod se prilepijo gor in to ženske res ne maramo, ne? In ko daš masko dol, potem jo pogledaš in je katastrofa, ne? Se pravi, šminke so nazaj, ne? In so močne barve in to je to vzpodbuda za nas ženske, da lahko se spet malo našminkamo tako, kot treba, ne? Ob tem vprašanju še te bom vprašala, kateri je zdaj trenutno tebi najljubši trend in kaj si prinesla danes zraven? Tisti, ki me poznajo, vejo, da sem jaz zvesta uporabnica eyelinera že vrsto let, tako da eyeliner sigurno, ne. Sicer ne bom šel v neke ekstreme ga nanašanja, ampak si bom kar ga konkretno nanesla gor, ne. In drugi je pa šminka, no, tako da vem, da sama dosti govorim, ne, tako da, če me ne boste razumeli, se zelo hitro razgovorim preveč, no, ampak predvsem pa šminka in obstojne šminke, no, ki ne puščajo sledi na zobeh ali pa kje drugje. Ja, še to, da povem, ja, zakaj sem prinesla šminke, valjda jaz brez kovčkov ne morem iti nikamor, ne. Danes sem pač prinesla s sabo Milani kozmetiko, ki se najde trenutno v DM-u in je zelo, ko bi rekla, popularna kar naenkrat, nastaja tudi pri nas, tako da bomo malo o tem še kjer se povedale, ne. Bomo tudi malo pokukale v kovček. Zdaj, od teh trendov, ki sva jih omenile, je kateri primeren tudi za poslovne priložnosti, se pravi za poslovni sestanek, za Zoom sestanek ali kakršnokoli predavanje, za razgovor za službo? Tako je. Zdaj, kar se tiče razgovora za službo, sestanke, seveda moramo vedeti, kdo je na drugi strani sogovornik, ne, na kakšen sestanek gremo. Zdaj, če je neko kozmetično podjetje, se nekako skoraj da pričakuje, da je druga oseba, pač tisti, ki je na razgovoru, ne, da je vseeno malo ličil na sebi gor, ne, ker vseeno se bo to prodajalo, bo pač punca, ki je na razgovoru delala z ličili in jih mora malo znati uporabljati, ki bo tudi zaradi tega lažje uporabljala, ne. Potem pa je tudi pomembno, da pazimo, koliko jih nanesemo si ličila gor, da ni preveč in saj se vsi zavedamo, da delamo od doma in če so preko Zooma sestanki, ne, smo tudi mičkeno bolj ležerni, tudi kar se tiče make-upa, ne, in ni tudi pričakovanja z druge strani, da bomo zdaj cele dive, ne. To razumevanje, ampak pomembno je to, kam gremo na sestanek, ne, in tudi koliko si nanesemo gor, seveda, da je. Super. Zdaj pa v teoriji se poslovno ličenje precej razlikuje od tistega v vsakdanjem življenju, obstaja nekaj, na kar moramo biti posebej pozorne, je kaj prepovedano in kaj je lahko tista pika na i? Tako bom rekla, seveda se razlikuje, ne, vemo, da poslovni svet je malo drugačen, kot imamo recimo neko
druženje s prijateljicom na kavi ali pa kaj takega, ne. Prepovedano v poslovnem svetu je, bi rekla, kakšne zelo intenzivni vtenki, ne. Recimo, če pridemo na razgovor ali pa na sestanek z rdečo šminko, ne, in enostavno ta šminka bo v ospredju in bo potem nekako kar, recimo, sogovornika lahko tudi malo zmotila in bodla v oči in ni več onega fokusa, ki bi mogel biti, ne. Tako da vseeno treba to diskretnost malo pač vzeti v obzir, ne. Isto recimo tudi z oblačili, saj to je vse nekako povezano vse skupaj, ne, ta celotna tvoja podoba, ne. In na take stvari je treba paziti, ne. Tako. Kaj pa je tisti glavni adut, ki vedno zažge za vsako žensko? Pri ličenju, seveda. Jaz bi rekel, da ohranite sebe. Ne glede na to, da so trendi, narekujejo svoje smernice, kako se namazati, da bomo vse in tako, ohranite sebe, ker da tista, kako bi rekla, da ostanete vi, no, ker ti se začuti vas tudi skozi ličenje, da recimo, če reče kolegica, ko imaš ti luškane oči, koliko se ti paše, ne vem, ta maskara gor ali pa ta senčilo, dajte to poudariti, zato ker to je vaš adut, vaši prijatelji, domači vas najboljš poznajo in to je tisto, kar bo potem tudi se, mogoče tekom sestanka to prišlo v ospredje, ne, in seveda potem je tudi celotna vaša mimika, govorica telesa, ki je zelo pomembna na sestanku. Vemo, da je skoraj 70% govorice telesa je pomembna, ne, in je pač sporočilo neki nasprotni osebi, če zna to malo prebrati. In je pomembno, da je to nekako uravnoteženo, ne, tako da, ja, tiste svoje adute, ki veste, da vas delijo samozavestno, poudarite. Tako. Se pravi, ostati moramo zveste predvsem sebi. Super. Zdaj, če se vrnemo malo mogoče na razgovore za službo, nas lahko napačen make-up stane službe oziroma lahko zaradi njega pustimo slab vtis pri bodočem šefu? Stane službe, jaz bi rekla, pa vtis niti ne, no, zato ker tisti sogovornik na drugi strani, ki upravlja razgovor, mora se dobro zavedati, da prvi vtis, ja, se je mal ti pusti, smo le vizualna bitja, ne, ampak bistvena je vsebina, ne, tisto notranji razgovor, ki poteka, tisto treba pač vzeti v glavni procent razgovora, ne. Predvsem pa je pomembno, da, mislim tako bo to, kar rekla, no, kar praktičen primer. Jaz delam pač v kozmetičnem podjetju, ki pač se ukvarjamo s kozmetiko na dnevni bazi, ne, in veliko sodelavk, ki so prišle na razgovor, so minimalno uporabljali ličila ali pa parfume ali pa kaj takega, ne, in to se je s časoma zelo spremenilo in ko so začele en mesec delati pri nas, pa potem drugi mesec, zmeraj bolj so bile našminkane, ker iz tega razloga, ne, da, ker smo jim rekli, lej, moraš probati, da bo znala tudi ti boljš prodati stvari naprej, ne, tako da, ja, je fajn, da malo uporabiš ličil diskretno, ampak vseeno, da ostaneš tisto, da si ti, ne, in če seveda nasprotna stran oceni, da si se preveč namazal in za nek sestanek in da te tega recimo ali pa stane službe, to mislim, da ni dober razlog, ne, zato treba se na drugačen način to reševati, ne. Je še kaj drugega, kot treba gledati kot make-up. Zdaj pa malo za šalo, malo za res. Katera 3 ličila bi morala v svoji torbici nositi prava poslovna ženska? Jaz mislim, da tako je. Najbolj take basic stvari so kakšni korektorji, recimo, tako kaj takega, ki so potem kakšen šminka. Šminka je super, no, da te malo na hitro osveži, pa parfum. No, tako da en majhen parfumček za torbico, tako da te malo osveži, zato ker čisto tako, da malo naš nos zna in možgani, tako da neko tako fajno vzdušje pronese, ne, in te malo dvigne gor, se veste, dišave tudi naredijo svoje, ne, ampak predvsem pa korektorji, veste, da hitro osvežijo, šminka naredi hiter poživi obraz, ne, in če dam tukaj tudi primer, verjetno ste že daj opazili, kakšne ženske, recimo gospe, no, tako 70 plus let, kaj one največ uporabljajo, da se jim, da jih poživi, ne, običajno imajo kakšne rdečila za lička, pa močno šminko, ne, kakšne koralne, ciklam šminke se tam dostikrat pojavljajo in vidim po mojih izkušnjah s takimi damami, ki sem delala, ne, jaz moram imeti obstojno močno šminko, bolj izrazito barvo,
mislim, za njihova leta, ne, seveda primerno, zaradi tega, da jo poživi, tako da, ampak vseeno mičkano bolj umirjene tone, ne, ampak je tista osvežilnost, ki ti naredi obraz, ne. Vemo, korektor pa kaj naredi, ne, to je eno malo čudo, ne, za ženske. Res je. Zdaj, tempo življenja je, kot vsi verjetno vemo, dan danes vedno bolj naporen, naša življenja so pač zasedena cel dan. Kakšen je, ne vem, en trik ali pa izdelek, ki nas bo vedno rešil pred zagato in utrujenostjo, oziroma pred izgledom, videzom utrujenosti? To so v bistvu tudi ličila, ki sem že prej omenila, ne, kot korektorna osnova, drugače pa tako čist iz prakse, ne, setting spray, to je to. Res, ali pa kakšne vodice v sprayu, recimo tudi če samo navadna voda pod pritiskom, ki je skozi hladna, zato ker nas, recimo sploh, ker smo zdaj 24/7 z računalnikom, telefoni, ne, vemo, kaj se to pozna in ta modra svetloba tudi naredi svoje na koži, ne, tako da zmer več je tudi teh zaščitnih faktorjev in zadev noter v samih ličilih, kremah in tako naprej. Drugače pa setting spray zato, ker hitro osvežijo obraz, te zbudijo, ne, ker to dostikrat rabimo po kakšnem težkem zoomu, ne, in tako. In vem, da imamo pri nas v pisarni punce, pa večino ima tako ful te setting spray, vse po mizi različnih znamk, no, ampak to je neka taka stvar in te zbudi, osveži kožo, malo jo napne tudi, drugače pa še en tak hiter svet, če tega nimate. Prste dajte pod vodo, mrzlo vodo, samo tako malo potapkajte pod očmi, da se malo koža nabrekne in vas bo malo osvežila. Tako tisti hitri instant učinki, no, to funkcionirajo, no, tako da te malo osveži. V bistvu se vračamo nazaj k vodi, ne. Tako. Pa še zadnje vprašanje, Tina, kako se je ličenje spremenilo v zadnjih 2 letih, ko nas pač vse obkroža ta koronavirus in se je poslovni svet v veliki večini preselil v virtualni svet? Ja, seveda, ne. Zdaj, ko smo doma, vemo, same po sebi si lahko to odgovorimo, ne, koliko smo se mazale, ne. Je mičkano se zmanjšalo to, ne, dejansko se je. Veliko, v bistvu porast je bil v negi, da ženske damo več na nego, recimo dosti je bilo tega, da maske povzročijo razne iritacije kože in tako da njega je zelo velikem porastu in je prav, to ne smemo zanemariti, ker to je temelj naše kože in če bomo imeli lepo negovano kožo, ni treba, da je draga kozmetika, pomembna je ta rutina, da bomo te sledje izdelkov. To je zelo pomembno in če bo dober temelj narejen, nima veze, katero znamko imate gor, nanašate gor, ker bo potem tudi produkti sami boljše funkcionirali, ne. Tako da to je ena stvar. Potem druga stvar je seveda v bistvu ličenje zdaj na Zoomu, tako, ja, se uredi zaradi tega, ker to je spoštovanje tudi do sogovornika, ne, sploh če so kamere prižgane, ne, dostikrat vemo, da potekajo tudi Zoomi ali pa na Teamsih, ko imamo sestanke tudi brez kamere, ampak če vemo, da bomo imeli neko zunanjega izven svojega podjetja sogovornika in da bo kamera prižgana, seveda se malo urediš, ne. To je spoštovanje do sogovornika in to je v bistvu, se mi zdi zelo pomembno, no, da to izražamo. Seveda pa, ja, ne, tudi recimo prve možne variante, da lahko gremo malo ven, tako kot smo danes tukaj, ne, se damo gor nas vse, kar imamo, da lahko pokažemo, kaj imamo, koliko ličil, šmink in tako, ne. In tako mislim, da smo ženske, recimo sploh temu tudi naravnane, ne, malo na tem, ampak tako da vseeno zmerno urejenost je čisto zadovoljiva. Naj še to povem, da sem pred parimi dnevi smo imeli en sestanek v službi z našo glavno kadrovnico in jim je razlagala, ne, koliko je recimo tega, da se mora skozi urejati, ker ona res kadrovniki morajo biti skozi v kontaktu v živo, ne, s svojimi zaposlenimi in predvsem pa tudi mora biti tudi kamera prižgana gor, ne, da se vidimo in tako, ne. In potem rekla, včasih pa, ko smo brez kamer, ne, rekla, skozi gledam te vaše slike na Zoomu gor pa na Teamsih, skozi eni in isti, ne. In dejte mogoče tudi to sliko, ki imate recimo na Zoomu ali pa Teamsih gor, ne, jo malo update vsake toliko, ne, da je malo osvežilno, tudi za unga sogovornika, recimo, če nimo kamere prižgane, ne. Tako tak en HR-ovski nasvet, no, je bil kar zanimiv, no.